A se spomnite leta 2002? Vse v redu, se je Airbums. No, a se spomnite leta 2002? Takrat je evro za svojo valuto vzelo 12 članic Evropske unije in takrat je Citroen na ceste zapeljal tale avtomobil. Z jajčasto obliko je bil pravi posebnež, se spominjam, da je gospodič nam prinašal nasmehe na usta. No, potem je leta 2009 prišel tale C3, bistveno manj poseben in atraktiven, še vedno pa nežen in bolj ženski. Me prav zanima, koliko od 3,5 milijona kupcev je bilo dejansko žensk. No, tole je sedaj tretja generacija in če vprašate mene, res dobro izgleda. Mislim, primerjajte ga s Corso, Fiesto, Polom, meni se zdi, da kar izstopa. Pomagajo seveda te plastične zaščite Airbums, tudi nos je precej zanimiv, zadek pa, ja, glede na ostalo, mogoče malce mlačen. A ja, no in te zaščite Airbums, kakršne ima že Cactus, niso serijske, ker C3 ni več avtomobil le z eno zunanjostjo. Znotraj je stikal malo in čeprav je pomikanje po tem 7-palčnem zaslonu bistveno hitrejše, kot je bilo včasih, že takoj pogrešam fizična stikala vsaj za klimatsko napravo. Sicer pa je vse skupaj precej barvno in oglato. Poglejte te zračnike, še volan se mi zdi ogled, čeprav je samo prisekan ta spodnji del, drugače pa je lepo v krogu. Nekateri sedeži imajo tudi oglate kracarije na sebi. No, sicer pa Citroen poudarja predvsem prirastek prostora, kaj pa vem, srednje prostorno, bom rekel. Vozniško od tega segmenta pričakujem predvsem preglednost in lahkotnost. Saj veste, da je to najbolj pomembno, ko boste švigali po mestu. C3 je prijeten, ven se vidi zelo dobro, ker so stekla velika, stebrički ozki in volan je dovolj neposreden. Prej po Barceloni sem bil z njim prav zadovoljen. Tukaj na odprti cesti lahko tudi povem, da se pelje dovolj čvrsto, občutek na volanu je vsaj za moj okus malce preveč lahkoten, ampak ne pozabimo, to je mestni avtomobilček in prav je tako. Skoraj vsi motorji so prisilno polnjeni, poleg 1,6 litrskega HDI 75-100 oziroma 125, oznake pomenijo število konjskih moči, ki jih ponuja, so na voljo tudi bencinski motorji, nekateri turbo ali pa takšen trivaljni mlinček, ki lahko ponuja 68, 82 ali pa 112 konjskih moči, če sem si prav zapomnil. No, po mestu je bil tale 82 konjski povsem dovolj živahen, ker je avtomobilček vseeno majhen. Tukaj le v tem parku nad Barcelono, kjer je veliko klancev, pa se na trenutke kar malce muči. Po vzoru Opla Adam in nekaterih ostalih tudi C3 sedaj ponuja kup dodatkov za personalizacijo. Poleg dvobarvne zunanjosti in 3 različnih barv ostrešja, še 4 pakete celotnega izgleda. No, zanimiv je tudi tale sistem Connected Cam, tule notri je integrirana kamera, ki samodejno med vožnjo snema dogajanje pred vami. V primeru trka posnetek tudi shrani pol minute pred samim trkom in še nadaljnjo minuto po trku. Poleg tega C3 ponuja še opozorilnik pred zapuščanjem pasu, opozarja na vozilo v mrtvem kotu, pa telefon lahko povežete s tem zaslonom in se potem slika prikazuje kar tukaj le. Če nimate ravno ogromnega Samsung Note, je tole kar priročno. Pa še eksplodiralo ne bo. A ja, še to. C3 k nam pride januarja, cena pa bo verjetno ostala identična sedanji, ker vem, da ga nekatere že nestrpno čakate.